Si žrtev ali vodja svojega življenja? Verjetno boš zdaj rekel, zagotovo sem vodja svojega življenja, ampak včasih pa še vedno zdrsneš v energijo žrtvice in ta energija žrtvice ti v bistvu nagaja, da se v življenju ne premakneš naprej v želeno realnost. Dajva se malček pogovoriti, kako lahko premagaš svojo žrtev. V 3D realnosti smo žrtve, kar pomeni, da so drugi krivi za to, kako se mi počutimo, in pasivno čakamo, da se situacija spremeni, zato da se bomo mi počutili boljše. Čakaš, da partner začne delovati drugače, da se otrok začne obnašati drugače, da se v službi realnost spremeni, zato da se boš potem ti končno počutil boljše. To počne žrtev. V 5. dimenziji pa mi delujemo kot vodje svojega življenja. Smo kreatorji svoje realnosti in se zavedamo, da naša vibracija ustvarja našo situacijo, kar pomeni, da če jaz želim v svojem partnerskem odnosu več povezanosti in ljubeznivosti, potrebujem jaz postati oseba, ki je takšna, ki da to energijo v partnerski odnos. Če jaz želim v službi več prepoznave, mogoče boljšo pozicijo ali več denarja, večjo plačo, potem potrebujem jaz v sebi zasidrati občutek lastne vrednosti in dati samemu sebi prepoznavo in prepoznati, da sem super in morda izpiliti še kak svoj talent, zato da ga lahko še bolj pogumno ponesem v svoje delo in ga tam zaživim. Kot vidiš, ko smo v 5. dimenziji, vedno prevzamemo odgovornost in moč postavimo v sebe. Torej ne čakamo, da se samo od sebe nekaj zgodi, ampak aktivno gremo proti temu, da postanemo oseba, ki to realnost sidra. Tudi če pogledaš v dogajanje v svetu, lahko si v prestrašenem stanju žrtve, v zaskrbljenosti, kaj se bo zgodilo, lahko pa se zavedaš, da v bistvu ti sokreiraš to realnost in če boš zasidral mir in povezanost in ljubezen in hvaležnost, celo oboževanje, vojna, napetosti, agresije ne bodo imele prostora v tvojem življenju. In torej kot vodje svojega življenja se zavedamo, da mi kreiramo svojo osebno realnost in kolektivno realnost. Kajti zagotovo se ti je že kdaj zgodilo, da si prišel v kak prostor in je bila tam oseba polna energije, sončna, kar žarela je, in ko si šel od tam, si bil boljše volje, zato ker si čutil, kako te je ta oseba napolnila s svojim obstojem. In vsem se je že kdaj zgodilo, da nas je kdo stlačil dol zaradi njegove nizke energije. Ampak, ali je res ta oseba kriva, da smo se mi počutili boljše ali slabše? Ali smo bili mi tisti, ki smo se pripeli na to vibracijo in smo si dovolili se dvigniti v višje stanje zavedanja ali pa se spustiti v nizko energijo, zato ker smo se pripeli na energijo osebe, ki je slabe volje? Kot vidiš, žrtev vedno daje odgovornost zunaj sebe. In vedno se čuti, da je žrtev situacije in nemočna, da karkoli naredi in če bo prav, se bo zgodilo, če ne bo, se ne bo, ojoj, bogi jaz. To je energija žrtve. In ja, zagotovo vsi poznamo kakšno osebo v svojem življenju, ki ves čas tako deluje in jamra in se pritožuje, ampak tudi vsi mi imamo v sebi še vedno tendenco žrtvice. Kdaj jo vklopimo? Morda jo vklopiš takrat, ko ti prijateljica ne odgovori dovolj hitro na SMS in si, joj, le kaj se je zgodilo, zakaj pa zdaj ona meni ne piše, ali kaj pomeni, ali kaj narobe, in greš v neko energijo žrtvice. Morda si v žrtvici, ker hočeš spreminjati partnerja, ker on bi pa res moral biti drugačen, zato da bi bila ti srečna. In v bistvu je ta energija čakanja, da bodo realnosti okoli tebe drugačne, zato da se boš ti lahko počutil drugače. Vodja 5. dimenzije je pa oseba, ki se zaveda, da se vse rodi od znotraj navzven, da si ti centralna točka svojega življenja. Se pravi, če te nekdo spravi iz tira, si se ti dovolil spraviti iz tira. Če ne dobiš dovolj obilja v svoje življenje, niso krive razmere v državi, ampak si ti tisti, ki očitno še nisi dal dovolj svojih virov, ne govorimo o finančnih virih, govorimo o virih tvojih talentov v svet. Kjerkoli imaš zatik, imaš priložnost trenirati svojega voditelja. Ti veš, kje imaš zatik. In ti veš, kam ti gre tvoja bla, 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 žrtvica zgodba. In tvoja priložnost je zdaj, da ustaviš to bla, bla zgodbo.
da si rečeš, ok, v redu, žrtvica hoče iti tja. Vdih, izdih, pogoltneš slino v ustih, reguliraš živčni sistem in izbereš biti vodja svojega življenja in se vprašaš, kaj jaz lahko naredim v tej situaciji, da dosežem to, kar si želim. Česa mene ta izkušnja uči in kako lahko jaz pridem v ta prostor, v ta odnos, v to situacijo, v takšni energiji, kot jo želim doživljati. Torej, če ti želiš, da bi bil tvoj partner bolj ljubeč in bolj naklonjen in da bi imela več intimnosti, prebudi najprej to sam s seboj. Če želiš, da bi otroci bolj pospravljali sobo, morda ti kažejo na delček tebe, ki želi biti malček bolj svoboden in te iritira, ker si ne dovoliš biti toliko svoboden. Vse, kar je zunaj tebe, je samo ogledalo prostora tvoje realnosti, kjer se ti lahko razširiš v bolj svobodno in vibracijsko skladno verzijo sebe. In torej, tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo, je misel, modrost, mantra, katera ti bo pomagala, da se zaveš, da lahko na katerokoli situacijo vplivaš, da lahko katerokoli realnost transformiraš, ko najprej poskrbiš zase, ko nastaviš svojo vibracijo. Kako? Ja, preprosto se vprašaj, česa si želim, kako se želim počutiti. In zagotovo že v življenju imaš kaj, kar te spravi v to stanje. Mogoče so te otroci razjezili, ampak kadarkoli greš pa na sprehod s kužkom, se pa sprostiš. In kako lahko uporabiš ta sprehod, zato da si nastaviš vibracijo, da boš lahko to energijo prinesel tudi v svojo družinsko okolje. Morda se doma imate super, ampak v službi te pa vedno nekaj iritira. Kaj, če bi zdaj to energijo, ki si jo doma prebudil, ponesel v službo in ne dovolil, da na vhodnih vratih tvojega delovnega mesta vse pade dol, ampak ohraniš to vibracijo tam. Predvsem pa vedi, kjerkoli imaš tendenco iti v pritoževanje, iti v občutek nemoči, iti v ta neko obupavanje nad tem, da nečesa ni, tam je tvoj prostor dušne rasti. Tega, česar nimaš zaradi tega, ker se tvoja duša še ni naučila tega zgenerirati. In zakaj tega tudi zdaj nimaš? Ja, zato, ker si še vedno nisi soočil s to rastjo in še vedno se nisi naučil tega zgenerirati. Torej, če še nimaš dela, sanjske službe, najboljšega partnerja, ljubeče družine, zdravega telesa, denarja v denarnici, karkoli. Če še nimaš tega, pomeni, da to še vedno treniraš. In torej, treniraj. Ne čakati, treniraj, sooči se s tem. In s tem, ko se soočiš, ko se spraviš na pot raziskovanja, utelešanja teh energij, postaneš vedno bolj povezan z energijo vodje, z energijo kreatorja, ki živi v tebi. Tukaj si v točno tej situaciji zato, da prebudiš vodjo in postaneš kreator svoje realnosti. Uživaj v svojih kreacijah.